Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji o zdravju z Alenko. Ja, dopusti so minili in čas je, da začnemo torej z novo sezono svetovalne oddaje. In tako danes znova z veseljem pozdravljam Alenko Simonič, doktorico medicine. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Ste se spočili pravzaprav, kar se tiče dopusta? Takrat sem si, ja. A ja, to je že davno. Je že daleč nazaj, ja. No, ampak vseeno tu pa tam še ostane kakšen, privre kakšen spomin najbrž na dan, ne? Itak, ne. To nas potem celo leto spravlja v dobro voljo, ne, spomini na dopust. In kaj pravijo vaši pacienti, ko prihajajo, so si spočili ali se jim je nagrmadilo kakšnih novih skrbi v teku poletja? Ja, ne, saj veste, ta poddopustniška depresija, kot jo ljudje imenujejo, ne, čeprav to ni prava depresija, je kar taka. Vsi upamo in se veselimo dopusta skoraj celo leto, potem na dopustu se potrudimo, da se imamo čim lepše, ne, ampak potem že po 3 dneh službe ves ta pozitiven učinek dopusta izpuhti, ne. In smo potem kar nekako žalostni in se nam kar zdi, da kar ni bilo dovolj in da bi rabili še. Ampak, ja, nihče ni preveč zadovoljen, ko pride nazaj v službo, no. In kaj pravite pravzaprav strokovnjaki, torej, koliko bi človek potreboval časa, da bi si spočil, dejansko, da bi si spočil torej in telo in dušo? Minimalno priporočen dopust je vsaj 14 dni, en teden je definitivno premalo. Po 14 dneh si človek vseeno že nekako odpočije, idealno je, če je to lahko vsaj 3 tedne. Je pa tako, da moramo pravzaprav poskrbeti že pred dopustom, da bo vrnitev nazaj na delo lahko čim manj stresna in da nas ne bo tisto preveč vznemirilo in vrglo iz tira. In si je treba že tiste prve poddopustniške dneve mogoče na nek način splanirati z malo bolj enostavnimi aktivnostmi, pa z ne preveč dela in tako, da je tisti prehod malo lažji. Pravijo pa tudi strokovnjaki, da efekt dopusta traja samo 3 dni. Tako da, ko se vrnemo na delo, po 3 dneh tistega efekta ni več, ne. In je zopet tu novo delovno okolje in nov čas, ko je treba polno delati. Vas kar potegne vase oziroma nas kar potegne delo vase, tako, ne? Ja, res. Imate tudi vi takšne izkušnje, da potrebujete tiste 3 dni, da se torej vpeljete nazaj? Ja, se vpeljemo se verjetno kar hitro, ne. Ampak bolj bi rekla, imam to izkušnjo, da že po 3 dneh se več ne spomnim, da sem bila na dopustu, ker je ponavadi kar te nekako to delo zasipa in potegne. Verjetno si ga ne znam prav zorganizirati, ne. Bi morala poskrbeti, da bi mogoče tisti prvi, drugi dan po dopustu ne bi bilo treba takoj iti v dežurstvo, pa takoj 100 pacientov, pa tak, ne, ampak ja. Počasi, postopoma. Postopoma, ja. No, naši gledalci so najbrž že ugotovili, da bo danes beseda torej tekla o poddopustniški depresiji, kar to ni, ne, depresija, kot ste tudi povedali. Pa o stresu morda na delovnem mestu, pa i o izgorelosti in predlagam, da torej takšne teme danes malo povzameva. Verjamem namreč, da kakšen takšen nasvet, kako si pomagati, ne, dobro, prav pride, ne. Tako da pravite torej, da to ni ravno poddopustniška depresija, da gre v bistvu bolj za neko nostalgijo, ne, in za žalost najbrž, da je vse za nami. Da je tistih lepih trenutkov konec, ne. Je pa, ker ste pač rekli glih recimo izgorelost in to, ne, se mi zdi, da pa na dopustu vidimo, kakšno je naše zadovoljstvo v službi, ki jo opravljamo, ne. Ker recimo imam paciente, ki jim je slabo, dejansko bruhajo, preden grejo ponovno v službo. Take verjetno se glih fajn v službi nimajo, ne. Imaš tudi ljudi, ki se strašno veselijo, da končno začnejo zopet, ne, da vidijo svoje sodelavce, da pride zopet v stari tok. Tako da nam tudi ta del malo pove, ne, kako se v službi počutimo, ne. In je kar prav nekako, se mi zdi, da tudi malo dopust vedno izkoristimo za to, da si tako potegnemo eno črto, ne, nad našimi občutji pa našim doživljanjem službe in si naredimo naprej neki načrt, kak naprej, ne. Pride kdaj človek, kakšen človek, no, kakšen pacient k vam v ambulanto pred iztekom dopusta in pravi, gotovo je z mano, ne? Se zgodi to? Ne tako redko, moram reči, ja. Se kar dogaja, dosti ljudi, sploh taki, ki so res nezadovoljni v svoji službi, pridejo z pravimi znaki izgorelosti, izgube energije in jih je v bistvu dopust niti malo ni sprostil, niti malo jih ni
niso se imeli lepo na dopustu, ampak jih je še skoraj bolj utrudil, zato ker so ves čas samo to razmišljali, da se bojo morali vrniti nazaj. In tako se mi zdi, je to kar en taki čas, ko nekako kar z večjo gotovostjo lahko rečeš, pa res, ne, tu pa zdaj res gre za neko izgorelost, za neko težavo, malo resnejšo, kot kadar takrat, ko smo res zasipani z delom in smo utrujeni in imamo vsi dostikrat vsega dovolj, ne. Takrat je dostikrat samo utrujenost tista. Tu pa res vidiš, da je verjetno problem kar večji. Lahko ima človek recimo kakšne posledice zaradi tega, psihične recimo? Absolutno. Zaradi teh stresov, recimo, da se mora zdraviti konkretno, recimo, s kakšnimi... Ne tako redke so težave recimo z želodcem, tega je ogromno, ne. Ljudje zaradi tistega stalnega neke napetosti, stresa, imajo velike težave z zatekanjem želodčne kisline in potem kašljajo, jih boli, jih peče zgaga, jim je slabo, mnogi bruhajo zjutraj, preden grejo v službo. Res moram reči, da sem bila presenečena, ko sem začela delati kot zdravnik, kako pogosto je to, kako z velikim odporom nekateri v službo hodijo, kar mi je pravzaprav nepredstavljivo. Tako da, ja, tega je recimo dosti, potem zelo pogosti so glavoboli, ki so absolutno povezani samo z službo. Mi pacienti povejo, da ko nastopijo dopust, glavobol, izzveni. Dan preden mora zopet nastopiti v službo, se glavobol vrne in traja zopet ves čas. Tako da, ja, je kar precej težav s tem povezanih. Pogosto ljudje niti ne povežejo toliko za službo, ampak seveda, vedno je treba nekako poskrbeti zase, ne. No in kaj pravijo recimo, kaj so tisti vzroki, ki torej povzročajo stres na delovnem mestu? Oziroma to, da je treba iti v službo? Strokovnjaki oziroma psihologi kar pravijo, da ni delo tisto, ki nas izčrpava, ampak so odnosi na delovnem mestu tisti, ki nas delajo takšne. Vidim sama, tudi v končni fazi z lastnih izkušenj, najbolj nas izčrpava neko kreganje na delovnem mestu, nerazumevanje sodelavcev za kakšne težave, nesodelovanje med sodelavci. To so stvari, ki nas najbolj motijo, ne. In če ti se vračaš non-stop v neko sredino, kjer nekakor nimaš nikogar, ki bi te razumel, ne, je verjetno to zelo, zelo težko. Seveda dodaten stres še, če se potem vrneš domov v svojo družino, kjer prav tako nimaš nikogar, ki te razume. Tako da je verjetno za to, da se stres v službi razvije, oziroma da se izgorelost v službi razvije, krivo tudi to, da mogoče doma nimamo osebe, ki bi nas poslušala, ki bi nas nekako razbremenila. Ampak včasih so pa te stvari v službi res tako hude, to vidim, to, kaj mi včasih bolniki razlagajo, je prav grozno, ko se res ljudje dobesedno bojijo iti v službo, ker se bojijo nekih odnosov, nekih stvari. Ampak vedno je tako, ne, da za svoje občutja moramo sami poskrbeti, ne. Zato ne bo poskrbel nihče drug, ne. Delodajalec sicer ne bo v to nekako se vpletel, ker tudi v končni fazi ne more za vsakega posebej. In jaz vedno svojim pacientom rečem, da mi smo tisti, ki moramo to spremeniti in mi sami si moramo narediti neki načrt novi, kako bomo se stvari novo organizirali, ne. Tako da je potem treba tu kar sam biti kar aktiven. Tu ni nekaj, da bi vam zdravnik dal čudežno tableto, pa bi bilo vse dobro, ali pa da bi sodelavci v službi naenkrat se vse spremenilo in je bilo dobro. Mi smo tisti, ki moramo nekaj narediti, ne, sami. No, domnevam oziroma predstavljam si, da imate težko nalogo, ne, ko pride pacient s takšnimi problemi k vam. Kako torej mu pomagati? No, en svet ste že povedali, naj si samo uredi vse skupaj, ne? Ja, ponavadi, no, kar nekako je treba najprej poskrbeti, da mogoče vseeno malo umilimo tiste težave, ker taki ljudje ne spijo, se cele noči zbujajo, tako tipično se zjutraj zbujajo, bolj utrujeni, kot so šli zvečer spat. Imajo težave od kakšnega bruhanja, glavobola, karkoli takšnega se jim dogaja. In taki ljudje treba zopet najprej malo omogočiti, da se malo mogoče spočijajo, da se malo doma naspijo, včasih jim tudi predpišemo kakšna potrebna zdravila. Ampak, in jaz tudi vedno rečem, da v tistem trenutku, dokler se malo ne spočijajo, dokler si malo se ne oddalijo od vsega, ne delajo nekih velikih odločitev, ne sprejemajo kar takoj nekih, kar ne dajo odpovedi ali pa nekih, ne vem, sporov večjih. Ampak potem, ko se pa malo spočijajo, ko so pač malo doma, dostikrat potem je to bolniški stalež, ko si malo zberejo misli
takrat pa jaz od njih pričakujem, da si pa oni sami naredijo nek načrt, kaj bo vse treba narediti. In moram reči, da se kar zgodi, dostikrat sem prav vesela, ko se ljudje odločijo za neko novo pot, dajo celo včasih odpoved, včasih sami vidijo, da mogoče tudi sami niso kaj dobro naredili in jim tudi mi malo pomagamo, neko njihovo samozavest, samopodobo malo dvigniti. Včasih je treba tudi samo nekje v službi povedati svoje stališče, kak sam misliš in jasno in glasno povedati, kaj želiš in kaj pričakuješ od drugih, ne? In se včasih stvari vseeno uredijo ali pa se malo začnejo urejati. Tako da, ja, najprej mi malo, bom rekla, pocartamo in malo uredimo, da si malo spočijo, potem pa morajo kar sami tu narediti ta glavno delo. No, vi ste seveda mlajša ženska, ne vem, če se še spomnite časov, ko je bila služba od 6 do 2, ne, in potem so ljudje imeli, zdi se, ne, veliko več časa kot danes. To je verjetno tudi en vzrok za strese, ker nikoli ne veš, kdaj boš lahko šel iz službe, kaj te v bistvu čaka na delovnem mestu. So kar zahtevni delodajalci. Delodajalci so zelo zahtevni, je pa res, da vidim, da kar vedno več delodajalcev vseeno proba, ker vidi, da jim delavci izgorevajo, proba nekako dati, in to je verjetno jih tudi nekje učijo, ker vidim, da to je kar tak en masovno delo, da proba dati občutek zaposlenemu, da vseeno on lahko malo organizira svoj čas, pa da ima neki vpliv na to, kak bo delal. Ampak, tako kot sem rekla, res redko je preobremenjenost z delom tista, ki človeka pripelje do izgorelosti. Tisto ga utrudi, ne. In tam je recimo dan, dva, včasih počitka, včasih vikend, malo podaljšan vikend, dovolj, da človek zopet začne naprej. Bolj so tisti odnosi, ne? Če to delodajalec počne tak in mu daje vedeti, da nič ni vreden, da je res tu samo zaposlen, da mora brezpogojno ubogati, takrat bo počasi prišlo do izgorelosti, ne? Če pa delodajalci imajo malo več tiste človeške note, pa malo bolj občutka za človeka, pa mislim, da nekatera podjetja pa res to tudi krasno peljejo. Veliko se govori zadnje čase o izgorelosti, ker se govori o tem, kakšna pa je razlika torej, oziroma razlika med stresom in izgorelostjo, ali je torej izgorelost povzroča stres, kakšne so to relacije? Stres je, veste tak, stres je vsaka stvar, ki zmoti našo rutino. Pa je lahko dobra, pa je lahko slaba, ne. Stres je tudi, ne vem, rojstvo otroka je lahko stres, pa je krasna stvar, ne. In stres ni nekaj, kar nas utruja. Stres mora biti zaradi tega, da naše življenje nekako razgibano teče. Pomembno je, da se mi znamo z njim spoprijemati, ne. In kadar naši mehanizmi popolnoma, odpovejo, kadar mi več ne znamo tega stresa nekako se po neki stresni situaciji zopet pobrati gor, iti naprej, takrat se počasi začnejo razvijati razne motnje. Od depresivnih motenj do tesnob, do seveda izgorelosti, kadar je na delovnem mestu samo problem, ne. Tako da stres je ena od stvari, ki jo v življenju rabimo in smo ji vsi nenehno smo izpostavljeni in mogoče prevečkrat izkoriščena beseda samo za slabo, ne, ker ni samo slabo. Medtem ko ta izgorelost, no, je pa pač en rezultat vsega tega, da mi več nismo sposobni tega stresa nekako prebaviti, iti skozi težavo, po težavi se znova zregenerirati in začeti naprej, ne. To pa nam počasi potem upade. In tako da res je v nas problem, ne. Kdaj torej vi kot zdravnica torej nastopite oziroma predpišete recept za kakšno zdravilo proti stresu? Obstajajo proti stresu zdravila? Proti stresu, dobro, zdaj, kadar gre za neke akutne stresne situacije, kot so kakšna smrt v družini ali pa, ne vem, kakšne hude bolezni v družini in ljudje rabijo občasno kakšno čisto tako pomirjevalo, da se jih pomiri, da se malo nekako, da jih tista akutna stvar toliko ne zmede, takrat predpišemo kakšna pomirjevala. Se pa poskušamo tem pomirjevalom, koliko se le da izogibati, ker pač pomirjevala na dolgi rok povzroča odvisnosti in tega ne želimo. Največ predpisovana zdravila za take težave nekih dolgotrajnih stresov, izgorelosti, tesnobe, depresije so tako imenovani antidepresivi, ki odvisnosti ne povzročajo, jih lahko kadarkoli prenehamo, so pa takšna, da pač nažalost ne začnejo delovati takoj, ko ga vzamemo, ampak šele po nekaj tednih jemanja.
So pa zelo učinkovita. Ljudje se jih še zmeraj kar precej bojijo, oziroma še bolj, kaj nas še bolj dostikrat razjezi, ampak vse smo sami krivi, verjetno, ker nismo dobro temu razložili pacientu, ampak antidepresiv začne prijemati, pacient se začne počutiti boljše in jih potem opusti. Je pa pomembno, da se ta antidepresiv jemlje vseeno en daljši čas. Zdravnik vam pove, kako dolgo, zaradi tega, ker se enostavno mora ta snov, to je ena snov, večinoma je pač v teh antidepresivih en serotonin ali pa pač drugi, ki so tako imenovani hormoni sreče, se jim drugače reče. To so snovi, ki našim možganom pomagajo, da skozi stres gremo nekako normalno, da se znamo se po stresu zopet normalno počutiti, da se znamo dvigniti, da nas ne zmede tak. In zdaj, če mi samo nadomestimo tisto trenutno, potem seveda bo čez mesec, dva zopet vse enako. Tako da je potrebno to snov nekako skladiščiti v naše možgane in potem ta učinek traja in so ti ljudje lahko popolnoma v redu. Tako da, kadar pride recimo bolnik k meni, pa je res taki izgorel, žalosten, depresiven mogoče že tudi, takrat uvedem antidepresiv včasih in ga prosimo, prvič, da dokler antidepresiv ne prime, naj ne sprejema nobenih velikih odločitev, naj ne daje odpovedi, naj se ne loči, neke take stvari. In šele ko antidepresiv prime, takrat je potem, tako smo prej rekli, čas, da zdaj pa človek sam tudi naredi neke načrte, kaj misli narediti, kako bo probal ene stvari spremeniti, najti neke nove poti, rešitve. Tako da to so zdravila, ki jih predpisujemo. Včasih dam tudi kakšno uspavalo, tudi uspavalo so včasih dovolj za en krajši čas, da nekdo, ki zaradi nekega akutnega stresa ne more spati, recimo, samo premleva v svoji glavi, kaj se vse dogaja. Včasih ga prav na silo malo uspavamo, da se možgani spočijo in potem zopet lažje razmišljajo naprej. Naši možgani so ena taka zanimiva stvar, ki so fenomenalni, res delajo in jih zelo malo, premalo uporabimo, ampak nažalost pa potrebujejo počitek in tega se dostikrat premalo zavemo, da je spanje tisto, ki ga rabimo. Koliko ur spanja, recimo, nas lahko napravi torej zdrave? Spočite? Zdaj tak, koliko kdo potrebuje spanje, je pač odvisno od človeka do človeka, vendar vsi večinoma že sami pri sebi vemo, koliko to je. Pravi, da nekje 7 ur bi naj bilo za enega odraslega človeka mera, ki bi morali vedno biti dovolj. Nekateri pač potrebujejo tudi manj, ampak pomembno je, da se vi zjutraj zbudite spočiti. Tudi če vi spite 3 ure, pa če ste vi zjutraj spočiti in normalno funkcionirate, je to verjetno, so to ure, ki jih vi potrebujete. Če pa vi spite 9 ur, pa ste zjutraj še zmeraj utrujeni, pa se ne morete vstati, pa bi raje se kar v drugo stran obrnili, pa spali naprej kot karkoli, potem pa vseeno verjetno čas, da potem gre tu za neko težavo in je čas, da verjetno obiščete malo zdravnika, se malo pomenite z njim, ker tako se dostikrat začenjajo depresije, je to en taki znak, tisto jutranja utrujenost, potem izgorelo se tudi kaže na ta način, vse te stvari. Torej vse to so kazatelji, oziroma utrujenost je pokazatelj, da nekaj ni v redu. Utrujenost, ja. Kar se tiče psihičnih težav. Da, absolutno. No potem recimo vse skupaj stres in izgorelost bi torej naj vodila v depresijo. Ali kako se naj to zaključi sedaj? Stres, dolgotrajna izpostavljenost stresu, lahko pripelje tudi do nekih depresivnih motenj. Tudi izgorelost pripelje do nekih depresivnih motenj, ampak ni pa nujno. Depresija je pač čist ena bolezen, ki ima čist neki drugi vzrok, ni nujno, da je tu neki ponavljajoči stres razlog za to. Ogromnokrat pride ljudje, ko mi povejo, v mojem življenju vse super, ampak jaz sem pa še zmeraj žalosten, brez energije, brez volje. Tako da ni samo stres kriv, lahko se pa to seveda zgodi, take depresivne motnje se tudi razvijajo. Tako da so stvari med sabo povezane, ampak ne pa čisto tako, da bi vedno vsaka izgorelost pripeljala v depresijo ali pa da bi vsak stres nas naredil depresivne. To bi bilo prehudo, potem bi bili vsi depresivni. No in kaj sicer torej povzroča depresijo? Depresijo kot bolezen povzroča pač pomanjkanje teh, čisto tako biokemično pomanjkanje teh, kot sem govorila, snovi v naših možganih, ki skrbijo za to, da mi lahko skozi življenje gremo z nekim optimizmom, z dobro voljo, z energijo za delo. Delno so tu
na porabo teh snovi v naših možganih. Lahko vpliva čez genetika, koliko tega imamo, lahko vpliva stres, koliko mi tega porabljamo. Tako da več nekih takih razlogov za to je. Mi jih nažalost, kljub vse splošnemu prepričanju, da mi depresijo lahko, ne vem, preprečimo z nekimi, da si lahko nekako sami pomagamo. Jaz sem pač mnenja, da to ni nažalost tak, in tudi prava depresija se ne more zdraviti s prehodi in z nečim. To lahko pomaga, ne more biti pa to zdravilo. Nažalost mi potrebujemo tisto, kar to povzroči in to je pač ena ta snov in nažalost je v obliki tabletk. Tako da depresijo lahko zapademo čisto vsi, si ne zbira bolnikov. Si ne zbira ne po letih, ne mladi, za njo zbolijo mladi in stari in moški in ženske, tudi že otroci, tudi najstniki. Tako da je to ena taka bolezen. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da gre celo za eno epidemijo depresivne motnje. In s tem se strinjam, ker se mi zdi, da antidepresivo predpisujemo več kot Lekadola recimo oziroma nekih analgetikov. Je res močno predpisovano zdravilo. Verjetno tudi ta način življenja danes, ta hiter način, kot ste vi prej omenili, vse mora biti na hitro, vse mora biti takoj, časa za počitek ni in to se začne že z najstništvom. Danes še za temi mediji, za telefoni, za vsem tem smo non-stop, naši možgani šibajo, dobivajo stotine informacij ves čas, in potem nekje na drugi strani verjetno začne nekaj zmanjkovati. Kako pa vi torej prepoznate depresivnega človeka, ko pride v ambulanto? Ja, to je res zanimivo vprašanje, ker ni depresija, veste, samo to, da je človek žalosten, kot si dostikrat kdo misli. Zdaj, depresijo prepoznamo že včasih samo potem, da ima nekdo non-stop neke zdravstvene težave in ga enkrat boli to, drugič ga boli ono, ima glavobol, ga bolijo mišice, mu je slabo, bruha ob jutrih, številne težave in na koncu me kar debelo pogledajo, ko rečem, aha, kak je pa spanje in potem na koncu zaključimo na antidepresivu recimo. Ker tega niso pričakovali, ker so pričakovali vse druge diagnoze, samo tega ne. Ampak praviloma to ugotovimo tako, praviloma pri depresiji so ljudje vsaj 14 dni, to mora trajati to obdobje, ko si popolnoma brez energije, brez volje, vse ti gre na živce. Taka velika značilnost je to, da se zjutraj zbujaš utrujen, proti jutru se zbujajo ali pa sploh ne spijo, ni apetita, ni želje po spolnosti, tudi v družini gre vse narobe, ne morejo se zbrati, to je dostikrat ena taka, da se enostavno ne more skoncentrirati, kaki poslovneži, enostavno gleda neke papirje in 8 ur ne more enega papirja predelati. Tako da več takih znakov je pa res, da morajo trajati skupaj več kot 14 dni, ker vsi smo kakšen dan takšni, ampak to potem ni depresija. In moram reči, da kar hitro postavimo diagnozo, pa še potem vsi ti telesni problemi zraven, od tiščanja v prsih, razbijanja srca, glavobolov, omotic, bolečin v želodcu, zgage, to so vse kombinirano s tistim znaki ene depresivne motnje. Kako pa so eni ljudje recimo, zakaj so eni ljudje bolj nagnjeni k depresijam, drugi manj? Kaj se pravzaprav to dogaja v možganih, če nam lahko malo pojasnite, tako poljudno? Ja, strokovnjaki vseeno menijo, da gre verjetno kar za velik genetski vpliv, da se pač eni ljudje narodimo mogoče z možgani, v katerih je več te snovi in se težje porablja in se vedno znova nadomešča z novo. Nekateri ljudje se pa nažalost narodijo z možgani, kjer ta snov hitro poide, se ne obnavlja, se ne nastaja na novo in pač zbolijo toliko prej. Pogosto je ta bolezen v družinah, je kar precejkrat tako. Verjetno tudi na to vpliva malo, na to, kje odraščamo, kako odraščamo, čeprav v moderni psihiatrija nekako to vseeno razlaga, da ni toliko vpliv okolja tisti, kot v bistvu vpliv genetike. Tako da jaz to nekako res verjamem in vidim in sem dostikrat žalostna, ko ljudje, čeprav jim probamo to vedno znova razložiti na takšen način, ker vemo, ne maramo zdravil, ljudje ne maramo tablet, normalno, zato smo normalni, da jih ne maramo, ampak nažalost tu praviloma, kadar gre za pravo depresijo, ni druge možnosti kot zdravilo,
ker mi tega sami ne moremo predelati. Kadar gre samo za eno tako izgorelost, mogoče ne tako hudo, tam lahko mi smo tisti sami, ki moramo kaj narediti. Ne? Tu pa veste tudi, če imamo mi neznansko voljo, mi z tega ne moremo priti ven in zdravilo potrebujemo. No in kaj se zgodi s človekom, ki ne zdravi depresije, ki torej ne... Nažalost se nezdravljene depresije zelo pogosto končuje v samomorih, ki jih je sploh recimo tu v Sloveniji ogromno in tudi v našem delu še posebej. Z depresijo, z alkoholizmom, moram reči, ne. Jaz mislim, da en glavnih razlogov za alkoholizem so pravzaprav depresivne motnje in depresije, ker je alkohol odličen antidepresiv, ne, začasni sicer, in ga zato rabi človek vedno več in potem se pride do kroničnega, do zasvojenosti. Kaže se tudi v mnogih boleznih, ne. Jaz mislim, da dosti hudih bolezni rezultira na koncu iz enega tega kontinuiranega žalosti, tesnobe, strahu, ne vem, ki trajajo leta. Tako da mi res probamo aktivno iskati ljudi, ki to težavo imajo, in tudi strokovnjaki pravijo, da je treba najti te čim prej, ker so naši možgani takšni, da če se to ne zdravi dovolj hitro, nastanejo na možganih trajne okvare, ki jih več nikoli ne moremo popraviti. In tudi zdaj v zadnjih raziskavah se je izkazalo, da recimo, če ne vem, neko mlado dekle zboli za eno depresijo in je ne zdravi, zato ker vsi pravimo, ja, pa ne proba sama, pa šport, pa rekreacija, pa ne take stvari, kot jim pač ponovno še zraven dodatno svetujemo, bo verjetno to dekle zaradi ene kronične poškodbe možganov celo življenje imelo težavo z neko tako depresivnim vedenjem. Tudi če se bo kasneje zdravila. Tako da, jaz mislim, da je kar res pomembno, no, da te stvari, ne da samo mi, zdravniki, jih opažamo, da se tudi tak v domačem okolju opazi, če je kdo takšen, veste, rad sam za sebe, se zapira v sobo, mu ni za nič, zjutraj ne more s posle, je non-stop utrujen, se krega, prepira, ker mu gre vse na živce, nima nobene energije, je izgubil vse hobije, ga nič več ne zanima. Da takega človeka probamo čim prej spraviti, no, do zdravnika, da se mu nekako pomaga. No, tudi v bolnišnice gredo takšni ljudje. Seveda, včasih grejo te depresije res v zelo hude oblike, ko ljudje več ne jejo, ko ljudje več ne pijejo, ko ljudje dobesedno in res dobesedno ne morejo več stati iz posle. So res to hude stvari, no, in ko jih vidiš, takrat nekako vidiš, no, kaj vse naš zmore, ne, in naši možgani, in taki ljudje rabijo bolnišnično obravnavo. Čim je pacient postane samomorilen, pomeni, da začne delati neki načrt, na kakšen način bi želel prekiniti svoje življenje, je to en velik alarm, da tak človek potrebuje, vsaj dokler zdravila ne primejo, nenehen nadzor, in zaradi tega take ljudi vedno hospitaliziramo, pošljemo v bolnišnico. Koliko pa je bil star vaš najmlajši pacient z depresijo? 16 let, moj, ker jaz nimam otrok, ja. So pa, poznam še kot študent, smo imeli tudi otroka, ki je bil star 8 let. No, to pa je presenetljivo, ne? Ja. No, in se potem človek lahko pozdravi, recimo, depresiven človek. Da, to je pomembno, da ljudje vejo, ja, lahko se pozdravijo. Sicer bojo mnogi mogoče potrebovali kakšno zdravilo za zmeraj, ali pa pač bojo ga pogosteje potrebovali, ampak oni bojo lahko popolnoma normalno živeli in bojo lahko srečni in se bojo lahko dobro počutili in bojo lahko imeli energijo in voljo. In to je nekako skoraj najlepše, moram reči, ko pride pacient po enem času, ko sem mu recimo predpisala antidepresiv, pa pride nazaj k meni pa reče, ne, da si ni mislil, da lahko se zopet tako dobro počuti. Takrat smo strašno zadovoljni vsi, ne. Pri teh hudih depresijah pa enako, veste, če so zdravljene dovolj hitro, če so tudi v bolnišnici pač zdravljene, ne, lahko ti ljudje potem živijo eno čist, lepo, normalno življenje. Zdravila torej jemljejo do konca življenja ali lahko tudi prenehajo? Ni nujno. Odvisno za kakšno depresijo gre, no, ampak tako kot pravim, če se začne zdraviti dovolj hitro, se jemljejo en določen čas,
recimo ob prvi neki epizodi takšne, ponavadi nekje 9 mesecev jih je potrebno jemati. Če se ta epizoda ponovi, recimo, ne vem, čez nekaj let, je ponavadi to jemanje že mora biti vsaj nekje leto pa pol, 2 leti. Ampak jaz mislim, da davek, ne, tiste tabletke na dan je tako majhen zato, da se mi zopet dobro počutimo, da ne vidim težave v tem. Moram pa reči, da ti antidepresivi so zunaj v tujini že nekaj let pravzaprav ena moda. In vsi pomembni ljudje, vsi, ne vem, ljudje, poslovneži, estradniki, vsi ti redno jemljajo ta zdravila, zato ker enostavno si verjetno ne morejo privoščiti, da bi občasno zdrsli nekam dol, da bi bili brez energije, brez volje in to jemljajo stalno in se pravzaprav to izkazalo kot pravzaprav zelo dobro. Je očitno neka posledica današnjega načina življenja. Zelo me veseli, da ste nam danes toliko teh zadev pojasnili, čeprav smo začeli s podopustniško depresijo, ki je torej proti vsemu temu, do česar smo sedaj prišli, pravzaprav res mačji kašelj. Res je, ja. Tako da, Alenka, hvala lepa za danes. Veliko koristnega smo slišali, tako kot običajno, in si bomo vseeno, recimo, vedeli malo drugače pomagati, ne, okolikor nastopijo. Nam in drugim okrog nas, ja. Tako. Kakšna tema pa bi bila dobrodošla za prihodnjič, tretji petek? Ja, razmišljala sem, da bi se pa malo pogovarjali o revmi, o revmatoidnem artritisu in o tem, kaj pod revmo porazumevajo naši ljudje, ne, ker ima revma čist en drugi prizvok, kot v resnici je. Tako da bi se malo pogovarjali o revmi. No, samo eno vprašanje, kako diagnosticirate revmo? Kako diagnosticiramo? Jo pravzaprav laboratorijsko in pa po kliničnih znakih. Moram reči, da je to kar malo zakomplicirano, stvarno, ampak ja, bova naslednjič povedali, kaj je pravzaprav razlika med pravo revmo boleznijo in revmatizmom, to, kar ljudje kar tak nasplošno nekako rečejo. Da, fino, naj bo to za uvod, pa tako malo za ne, da jih privabiva tudi čez mesec dni. Hvala lepa, veliko uspeha pri delu. Še eno vprašanje, seveda preden vas izpustimo iz rok. Kdaj torej bi odprli svojo ambulanto? Aha, moja ambulanta bo ostala še naprej moja ambulanta, samo verjetno pod, kako bi rekla, pod drugim okriljem, ne več pod okriljem zdravstvenega doma. To še bo kome čez nekaj mesecev, upam, da, ne to tako hitro, ampak pravzaprav se za bolnike popolnoma nič ne spremeni, vse ostane enako, samo jaz moram kakšne papirje malo drugače narediti in to je vse. Hvala za pojasnilo. Hvala. Srečno. Srečno, hvala. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Hvala za pozornost. Bodite torej z nami tudi tretji petek v oktobru. Srečno in uspešno, predvsem pa veliko zdravja vam želimo. Do prihodnjič.